Dober večer, Vera, slišim, da si z nami. Ja, sem z vami, dober večer. Dober večer. Dober večer, dober Dober večer, krasno. Zdaj Ja. tlele imamo čudovito družbo, veliko nas je, moram reči, na Zoomu, veliko nas je tlele v prostoru zbranih. Iskrena hvala za tvoj odziv in za vse dobro, moram ti čestitati, kar počneš, te spremljam in zelo sem vesel. Enkrat želim, da se objameva v živo. Ja, jaz pravim, da brez takih ljudi, ki se borite z nami vred, ne bi bilo nič. Tako da tisk, ki je z mano, za mano, pred mano, pravim, da pač teh stvari kot bili pač ne bi počeli. Tako, če je podpora od kjerkoli, potem se da marsikaj narediti. Tako da, in pa lep pozdrav vsem tistim, ki so pač poleg vas in ostalim, pač, ki nas spremljajo. Ja, iskrena hvala tudi za vse. In tukaj danes, tale, ko si imela en čudovit, bom rekel, intervju z dr. Biserko Ilina, to sta razpravljali o bistvu tej konferenci, ki je bila na Madžarskem, in naši mediji o tem povsem molčijo. Šlo je pa za svetovni kongres, ker so bili zdravniki iz ne vem kolikih držav. Vem pa, da se zdaj pripravlja tudi jesenska v Kanadi svetovna aliansa, za resnico pri zdravnikih in tako naprej. In država v tej stvari, mislim, da je bistveno sporočilo, če se prav spomnim, mora nemudoma prekiniti pogodbo z WHO in iz te organizacije izstopiti Slovenija. Takoj. Takoj, če bi bilo po vseh teh kot imamo te, kako bom rekla, premujene zdravnike, oziroma to prav pač te zdravniki, ki so in ki osveščajo tudi ljudi in ki so proti temu režimu, ker vejo, da pač to, kar so do zdaj delali in kar mislijo še delati, tako da ne bojo prenehali, zato ker enostavno bo to cepljenje in pa vse ostale stvari, kar bo Svetovna zdravstvena organizacija peljala še naprej. To je prvo. In pa še to, da, jaz bom tako rekla, da kot je ta direktor Svetovne zdravstvene organizacije pač je dejal, da je odločitev Svetovne zdravstvene skupščine pač zgodovinske narave. To so imeli decembra 21, sicer potem pa še v 20. Ampak glede na to, da je odločitev Svetovne zdravstvene skupščine zgodovinske narave, ključnega pomena za njeno poslanstvo in predstavlja enkratno generacijsko priložnost za krepitev globalne zdravstvene arhitekture za zaščito in spodbujanje in dobro počutje za ljudi oziroma vseh ljudi. To se pravi, da vse to, kar naj bi se zdaj sprejemalo, je pač krasna generacijska priložnost pač za krepitev tega zdravja, oziroma to, kar oni pripravljajo, mi vemo pač, da ni zdravje. Vemo pa tudi to, da glede na to, da so tudi vse države BRICS, to so Brazilija, pa Rusija, Indija, Kitajska, Južna Afrika, to se pravi, mislim, da je 60%. Ja, to je ta blok. Mislim, da jih je 60% prav proti Svetovni zdravstveni organizaciji, tudi druge afriške države. In če noben zakon ni na to stavo, ne vem, zakaj si je naš gospod Poklukar dovolil sploh podpisati sodelovanje še za 2 leti. Ker točno vemo, da pač nekje koncem septembra naj bi se podpisala ta pogodba, on je pa že dal soglasje k temu. Jaz sem to soglasje videl, sem ga tudi objavil in je zastrašujoče, kako si ljudje uzurpirajo voljo ljudstva z enim podpisom. Ti pa povem nekaj, poglej, obstajajo seveda zakoni, ki lahko nemudoma škodljive pogodbe, ki so brez veljave in brez konsenza, brez volje, ker ti kot ne moreš ti v imenu vseh ljudi se o nečem dogovarjati, kjer ni družbenega konsenza, kjer ni širšega pogovora, kjer bom rekel, družba ne more niti sodelovati v tej stvari. To si oni kar uzurpirajo, Ja, res je. Jaz pa mislim, da so tudi zdravniki, naši pravniki, vsaj upam, da so že
stopili skupaj, no, in da pač glede tega nekaj naredijo, zato ker resnično ta izstop iz Svetovne zdravstvene organizacije nam more uspeti. Nam more. Glede na to, ker je bila pač že sama COVID ta epidemija vodena, pač jaz bom tako rekla, v nasprotju s temeljni postulati te epidemiološke stroke. Ne? In da nobeden od teh ukrepov sploh ni bil v skladu s stroko. Ne? In v glavnem, da preko Svetovne zdravstvene organizacije in pa naših politikov pa zdaj pač niso bili zadovoljni, ker se pač nismo pocepili toliko, kot so oni računali. Ja. Točno vemo, da so nas etikirali, da nismo inteligentni, da smo neizobraženi, da smo teoretiki zarot in tako naprej. In tu noter je politika ugrabila medicino. Ja, ja poslušaj, Vera, oprosti, da sem te prekinil. Ja? Ti imaš, glej, ena posebna znanja, vem, da si zdaj v pokoju, a ne? Ampak ti imaš ena specialna znanja skozi življenja, ki si jih dobila. Daj nam malo sam to povej, malo o sebi, kakšna so ta tvoja specialna znanja, ker si res strokovnjakinja in veš, o čem govoriš in si vredna zaupanja in to je najbolj pomembno, a veš, ker stroka, ki je zdaj, ker so rekli, da jaz kar rečem, so rekli 100 ljudi, stroka bo odločala, zdaj ne bodo več 4, a ne, ampak bo stroka. Ja. Ker ti, jaz kar rečem 101 dalmatinec s temi pikami, a zdaj bomo te poslušali, ki jih sploh nismo volili in oni bojo o naši usodi odločali. Ja, in še nekaj, mislim, glede na to, ker meni se tudi zastavlja eno vprašanje, tako kot temu odvetniku Domen Gorenščku, ki je lepo napisal, ali so zdravniki sploh dolžni spoštovati Helsinško deklaracijo, se je pač potrebno zavedati, da živimo v nevarnih časih. Vemo, da niti Hipokratovo ne upoštevajo, kar se zdaj dogaja. Kar se pa mojega znanja tiče, bom pa tako rekla, mislim, mi smo imeli drugačno šolenje, kot ga imajo pač zdaj. Mi smo imeli dopoldne pouk, oziroma dopoldne vsak dan prakso, od 7 do 1, od 2 pa do 7 pa 8 pa pouk. In mi smo vse izvajali ena na drugi, nismo imeli ljudk, nismo imeli nič, v glavnem izobraževali smo. Imeli smo tudi predmete enake, kot jih imajo zdravniki, od interne, od infekcijskih bolezni, od kirurgije, mislimo, od anatomije, vse, kar imajo zdravniki, ampak samo v malo manjši oziroma ne tako razširjeni obliki, tudi farmakologijo, to o teh zdravilih, ker pač bi mogli tudi zdravniki veliko vedeti, ker so imeli bolj razširjeno, ampak v glavnem s tem in potem se celo življenje učiš in slediš, sploh pa, če si pa prisoten pri cepljenju in ko vidiš, kaj se dogaja, potem te stvari še malo bolj spremljaš, se vrtim v krogu takih zdravnikov, ki mi ogromno pomenijo, ogromno povejo. Povezana sem tudi z drugimi zdravniki iz drugih dežel, tako bom rekla, bolj znanstvenikov, ki delajo res, kar se tega tiče, kot epidemiologi pa infektologi in tako naprej, tako da tu noter sem jaz pridobila vseh teh letih polno znanja. Draga Vera, Ja. To se pravi, ta tvoja izkušnja, jaz sem te iz razloga to vprašal. Mi lahko govorimo o ljudeh, pa o tehnologiji, pa o načinu izvajanja, kako to implementirajo na ljudi, lahko se pritožujemo, kakorkoli, ampak s takimi izkušnjami, ki jih imaš ti 40 in več let, z tako šolo in stiki z ljudmi in z bolniki in z vsemi temi izkušnjami, je to, ko ti usta odpreš in rečeš, človek čuti energijo, jaz bom tako rekel, res malo ezoterično, čuti energijo, da je to resnica. In da stojiš za tem, in da točno veš, kaj poveš. In ko si zdaj Domna Gorenščka omenila, jaz imam tukaj v roki Javna agencija za promet z zdravili, tudi uradno potrdila, da je vse v rokah Evropske komisije. Evo, tukaj bom našim članom pred kamero takole pokazal. In kaj je ugotovil? To je včerajšnji članek in sicer je napisal dne 11.7.2022. Sem na Javno agencijo za zdravila in medicinske pripomočke naslovil zahtevo za takojšnjo ukinitev začasnih dovoljenj s cepivom zoper COVID-19, saj le-te več ne dosegajo standarda učinkovitosti, ki se za cepiva s pogojnim dovoljenjem zahteva, da lahko še naprej ostanejo na trgu. In so odgovorili, da oni
sploh ne morajo več o tem odločati, niti EMA več o tem ne odloča, ampak Evropska komisija. To je še samo politično, ne? In to je groza. Tle se po moje zadeva zaključna. Ne? Ker, res je, zato ker enostavno, jaz mislim, da je že vse svetovni zdravstveni organizaciji, ker ne vem več, kdaj je bila tudi tista pogodba, prav že pogodba o sodelovanju s svetovno zdravstveno organizacijo, ker vsi vemo, da pač od začetka ni bila, ne? Od začetka je bila res svetovna zdravstvena organizacija zato, da je pač pomagala ljudem in tako naprej. Zdaj je pa to farmakomafija, če do mene vpraša, zato, ker v glavnem so financirani, ne vem, od kolikih strani, pa mislim, da če se prav spomnim, imajo ene odmerjene prispevke, oni rečejo, ker to gre za odstotek bruto domačega proizvoda države, to se pravi, da pač 1% domačega bruto proizvoda plačajo države, pa drugo financiranje je v obliki prostovoljnih prispevkov, oni imajo to kot WC, to je pač od vseh držav članic, a ne pa tudi drugih organizacij Združenih narodov, pa medvladnih organizacij, pa filantropskih ustanov in pa raznega zasebnega sektorja, pa še drugih virov. In tako da, zdaj, ker imajo ogromno tega denarja, potem, imajo pa še temeljni prostovoljni prispevek, to je CVC, 4,1% je vsega tega. In v glavnem imajo ogromno denarja, včasih ga nisem imel, jih pa res financira zelo Bill Gates in pa farmakomafija. Tako da zdaj s tem, kar dela naša farmacija oziroma farmakomafija, dela vse skupaj s Svetovno zdravstveno organizacijo. Vemo, da so bila zdravila, pa cepiva, prej drugačna. Draga Vera, jaz bi se ti v tem trenutku rad iskreno zahvalil, bi pa samo prosil še Iviljano kot predsednico društva, da ti še ona kakšno vprašanje zastavi, potem pa bomo ta posnetek, ki je zelo dragocen in zelo, bom rekel, razširjen že tudi po zelo velika gledanost, izjemno velika, sporočilo, ki ga mediji blokirajo, bomo tudi danes tukaj v društvu tole zavrteli, ta tvoj intervju, po tem, kar boste z Iviljano zdaj še zaključili. Jaz se ti pa iskreno zahvaljujem, da ne bom več v besedo skakal kasneje. Iskrena hvala in rad te imam. Delaj lepo naprej. Hvala. Hvala tudi vam, Glede na to, da je Mihael že lepo poklepetal s teboj, bi te jaz mogoče samo vprašala, spodbudila, kje ti vidiš rešitev v tem trenutku? Kje je naša rešitev naših otrok? Rešitev, za katero se moramo vsi odločiti in narediti akcijo. In narediti tisto, da bomo res delali tisto, kar je v skladu z življenjem, kar je v skladu z naravnimi zakoni, kar je v skladu z ustavo in človeškimi pravicami. Kje je za tebe edina prava rešitev v tem trenutku? Lepo prosim, če podeliš to z nami. Jaz bom tako, glede na to, kar pripravlja Svetovna zdravstvena organizacija in glede na to, ker naši politiki vsi molčijo, vrgli so nam ta zakon ZNBD, zato da se s tem ukvarjamo, namesto s tem, kar nam pripravljajo do zadaj, pa o tem noben ne spregovori. In glede na to, ker je ta Svetovna zdravstvena organizacija v lasti mega kapitala. To, kar za nas pa to pomeni konec človeštva in civilizacije, take kot jo poznamo, je takojšen izstop iz Svetovne zdravstvene organizacije. Če sem pravilno razumela, takojšen izstop Slovenije iz WHO-ja. Tako. Kako pa lahko mi kot Društvo za srečno življenje Beris pri tem pomagamo? Na kakšen način, če lahko svetuješ? Takole, glede na vse to, kar se zdaj dogaja, bi mogli ljudje stopiti skupaj, dobiti, mi vemo, da pač te naši zdravniki, sto jih je iz te civilne iniciative slovenskih zdravnikov,
imajo ogromno dokazov glede cepiva in glede tega delovanja Svetovne zdravstvene organizacije, ki ne deluje v prid ljudem, ne deluje, ampak pač, da se pripravljajo in jaz upam tudi že odvetniki, da bojo pač dali dokaze in vse naši vladi in da potem enostavno ne bi prišlo do podpisa. Pa ja, mi ljudje moramo pri tem pomagati, ve se na kakšen način, če smo močni, če smo enotni, če stopimo skupaj, lahko ogromno naredimo. Ja, se strinjam. Evo, draga Vera, iskrena srčna hvala za tvoj čas, ki si ga nam podarila danes. Čeprav imaš lepo družinsko praznovanje, iskrene čestitke. Želim, da se imate še zelo lepo in jaz verjamem, da bomo skupaj kot enotno ljudstvo Slovenije za življenje, za zdravje uspeli tokrat. Verjamem. Hvala lepa, Vera, in vse najlepše naprej. Hvala. Ja, hvala lepa. Hvala, srečno. Tako, evo, to je bila, z nami je bila torej Vera Kanalec, izjemna oseba, z izjemno karizmo, z velikim znanjem. Je pa tako, vsak od nas ima seveda svoje znanje in ko združimo vso to energijo, brez tega, kar je povedal prej Stojan, obsojanja brez neke računice, ampak da gremo skupaj zaradi življenja, zaradi nas samih, zaradi naših otrok in zaradi naše prihodnosti in tem proti vsem tem lažem in političnim pastem, zdravstvenem terorizmu. Mislim, da je prav, da si zdaj pogledamo ta video, ki sem ga jaz tukaj pripravil, ga bom pognal, mislim, da je dobrih 30 minut, potem pa naredimo spet pauzo in pol naprej. Tako da, evo, jaz bom to zdaj aktiviral in dobro prisluhnite. Doktor Biserka Ilin nam ima kaj zapovedati. Dober večer, jaz tudi lepo pozdravljam vse poslušalce. Mi dve bomo danes malo razkrili vse, kaj je bilo na mednarodni konferenci v Budimpešti. Se je bila zdravnica od 12.8. do 14.8. Mislim, ste se udeležili te mednarodne konference, drži. In v kateri organizaciji nam boste pa vi povedala in kako je potekalo? Ja, to je bilo zelo intenzivna mednarodna konferenca, tako da sem morala že en dan prej iti, ker za razliko od tega, da ponavadi začenjam konferenca prvi dan nekje po popoldanskih urah, tu smo začeli 12. že zjutraj ob 9. Tako da je bilo 3 dni, praktično celi dan od jutra do večeri. Je bilo več organizacij, ki so dejansko bili organizatorji. En od glavnih je madžarska organizacija Zdravniki za resnico ali pa za jasno videnje. Poleg drugo je pa bil World Freedom Alliance in še mnogi drugi pokrovitelji. Sicer je pa en od glavnih pokroviteljev in tudi gostitelj, prostore nam je omogočil uporabljati, gostitelj in sicer Svetovna zveza Madžarov, ki je, saj vemo, da je bistveno več Madžarov živi izven meje Madžarske kot v sami državi in ta organizacija dejansko skrbi za povezovanje vseh teh Madžarov, ki so razpršeni po svetu in v strokovnem, kulturnem smislu in tudi v smislu enega obveščanja. Tako da dejansko oni so bili glavni sponzorji, organizatorji so pa bili dejansko več teh iniciativ, združenj, ki skrbijo za informiranje javnosti o problemu. Tema je pa bila verjetno... Tema je bila zelo pestra. Dejansko smo imeli nekaj znanstvenikov z različnih področji, medicine, ekonomije, molekularne biologije, farmacije, zelo širok nabor komunikologije, psihologije. Dejansko smo imeli zelo širok nabor predavateljev iz celega sveta, moram reči, da so bili od Avstralije do Amerike, vključno tudi seveda z Evropo.
iz cele Evrope, bili so tudi predsednik in podpredsednica World Freedom Alliance. Ves čas smo imeli tudi odprto za tudi mađarsko javnost, soboto pa nedeljo, sicer pa petek pa nedeljo popoldan je ožja skupina še delala na konkretnih usklajevanjih pa nekak načrtovanjih. Imeli ste pa zelo močno temo, zelo težko temo. Ja, jaz sem bila povabljena na to konferenco, da bi pred eno od glavnih organizatorjev me povabil, da bi imela predavanje oziroma da bi na kratko predstavila problem WHO-ja oziroma njegove te predloga nove pogodbe. Namreč pri nas se o tem nič ne govori. Moram reči, da takšne cenzure in takšnega molka nad to temo, o kateri bi morali vsi vedeti, pravzaprav temeljne informacije in o kateri bi morali skupaj razpravljati in se skupaj odločati, takšnega molka in cenzure še nikoli nisem videla. Ne le pri nas, mislim, da je to povsod tako. Ne gre za neko lokalno značilnost, ampak za potrebo tistih kreatorjev teh sprememb, da se o tem nič ne ve, ker seveda, če bi ljudje vedeli, v kaj nas silijo ali pa mislijo poriniti, verjetno bi odziv bil čisto drugačen. Lahko kaj poveste več okrog tega, kaj si vse dovoli Svetovna zdravstvena organizacija v pogodbi, ali je podpisana, ni, se sprašujejo, kdaj pa mečken, kaj vse naj bi bilo v tej pogodbi z zdravstvom. Morda bi tak na kratko en zgodovinski pregled povedala, zaradi tega, ker bez tega bo težko razumeti, kaj je pravzaprav zdaj drugače, kot je bilo. V WHO oziroma Svetovno zdravstveno organizacijo smo vstopili leta 1948, ko je bila oformljena v okviru Združenih narodov. Ta organizacija je takrat imela namen skrbeti za javno zdravje svetovnega prebivalstva, torej so imeli predvsem en posvetovalni pomen, bil predvsem namenjen tistim državam v razvoju, ki so imeli slabše razvito zdravstveno oskrbo oziroma manjši strokovni kader ali pa manjšo ekipo v tem strokovnega kadra za to, da bi se lahko spoprijemala z kakšnimi bolj obsežnimi pojavi. Tako da je WHO imel eno dobro organizirano svetovalno skupino zdravnikov in znanstvenikov, ki so spremljali situacijo na svetu in tudi bili pripravljeni svetovati državam, ki so te nasvete potrebovali. Zdaj, samo na sekundo. Ostala brez kamere. Tisto, kar je pomembno povedati, da takrat se je WHO financiral izključno iz članarin držav članic, ki so bile določene na podlagi bruto domačega proizvoda ali pa bruto produkta, in je nekako bilo sorazmerno, smo prispevali in se iz tega financirala ta organizacija. Nobena od njihovih priporočil ni bila obvezujoča, tako da je bila dejansko imelo posvetovalni namen. Seveda v tem času WHO ni imel nobenih lastnih interesov, tako da zares je služil interesom javnega zdravja. Vmes nekje približno 20 let nazaj so se stvari začele spreminjati. Posebej je, mislim, da 2005 je bila spremenjena zakonodaja WHO, ki je omogočila v veliki meri vstop v financiranje privatnega kapitala. Tako da dejansko sedaj, nekje približno 20 let od te spremembe, je razmerje financirjev takšno, da še zmeraj WHO dobiva približno v istem razmerju sredstev držav članic kot prej, v smislu članarine, vendar te zdaj predstavljajo manj kot 20% finančnih sredstev, s katerim WHO razpolaga. Več kot 80% pa zagotavljajo donatorji oziroma
z prispevki, ki predvsem so iz ali povsem privatnih organizacij ali pa iz javno-privatnih ustanov. Če še samo par naštejem, sem sodi Svetovna banka, pol Evropska unija močno podpira finančno tudi WHO, pol je Bidenova administracija, pol je fundacija Billa in Melinda Gates, pol njihov Gavi, torej to združenje za cepljenje, in celi kup enih kompanij, ki pač imajo neke svoje interese pri tem, da bi WHO odločal tako, da tudi oni imajo, ne vem, da se sledi pač njihovim interesom. Tako da je to razmerje financierjev je spremenilo tudi naravnanost WHO-ja. Da WHO je se zapletel v tem času v en izrazit konflikt interesov, kar vidimo predvsem že zadnjih 10, morda 15 let. In je ta konflikt interesov v smislu ali zagotavljanja dobrobiti za javnost ali pa interesov kapitala kulminira zdaj s tem predlogom nove pogodbe, ki seveda popolnoma postavlja WHO v eno drugo pozicijo, ki nam zagotovo ne bo v korist. Zdaj, če na kratko povem, kdaj so začele tako bolj evidentne te spremembe, vidne v regulatornih teh predpisih, je recimo 2009, en mesec preden se je pojavila ta prašičja gripa, so spremenili definicijo epidemije oziroma pandemije. Prej je bilo možno epidemijo oziroma pandemijo razglasiti le, če se je pojavila neka nova kužna bolezen, ki se je zelo hitro širila po celem svetu oziroma vsaj na več kontinentov, povzročila izjemno veliko število zelo hudih oblik bolezni in izjemno visoko smrtnost. Vsaj nad 12% je bila smrtnost. Tista, ki je določila mejo, pod katero se dejansko ni moglo razglasiti pandemije. Namreč razglasitev pandemije za sabo potegne tudi pravico držav, da uvedejo različne omejevalne ukrepe ali pa tudi zaščitne ukrepe. 2009 je to spremenjeno tako, da je iz definicije črtano zelo veliko število hudo bolnih in zelo visoka smrtnost, tako da dejansko je tu WHO sebi podelil eno pozicijo, v kateri lahko epidemijo ali pa pandemijo razglasi pravzaprav kadarkoli. Tudi o pojavi čist navadnih teh sezonskih respiratornih bolezni ali pa tudi v primeru čistenih omejenih epidemijah, ki nimajo dejansko nekega večjega pomena za svetovno zdravje. Takšni primeri so bili SARS, MERS, tudi Zika. Tudi to so bile zlorabe, te spremembe, ki so bile od tega časa že implementirane. Potem pa leta 2020 spremenili definicijo čredne imunosti, kar je izjemno pomembno, in sicer predtem je čredna imunost bila definirana v tem smislu, da se lahko pridobi z prebolelo boleznijo ali pa cepljenjem, kar se sklada seveda tudi z strokovnimi argumenti. Po novem pa je čredno imunost možno pridobiti le s cepljenjem, kar je dejansko čisto v nasprotju s stroko. Namreč vemo, da je naravno pridobljena imunost najbolj kakovostna in najbolj trajna. Tako da tu je že iz te spremembe definicije bilo jasno, da dejansko tu ustvarjajo ali pa pripravljajo teren za uvedbo na nek način obveznega cepljenja. Tretja definicija, ki se je pred kratkim, leta 2021, spremenila, je pa definicija, kaj cepivo je. Prej je bilo zelo jasno definirano, kaj je lahko imenovano kot cepivo in kako deluje oziroma kakšen efekt od cepiva pričakujemo. Tu pri tej novi definiciji se je to vse zabrisalo in dejansko zdaj lahko pod imenom definicija se proda karkoli
kar je izjemno nevarno, namreč to omogoča registracijo nedovolj raziskanih preparatov, ki s cepivom nimajo prav nobene zveze, niti po mehanizmu delovanja, niti po efektu. In je tu seveda velika pridobitev za proizvajalce. Namreč, če nek produkt imenujemo, kakršnokoli medicinski poseg, pripomoček, zdravilo, če ga imenujemo, če ga poimenujemo kot cepivo, takrat ga lahko registrirajo za zagotavljanjem bistveno nižjih varnostnih standardov kot pri registraciji zdravil. To seveda omogoča bajne dobičke farmacevtskim industrijam, ker se skrajša čas registracije, se bistveno zmanjša obseg preiskav, hkrati pa to pomeni bistveno nižji varnostni standard za uporabnike oziroma za ljudi. Kar vidimo seveda že tudi pri teh cepivih, ker so dejansko cepivih, saj sploh niso cepiva, so dejansko neka eksperimentalna genetska zdravila, za katere vidimo, da dejansko že sam proizvajalec govori o tem, da gre za raziskovalno fazo, ki se bo zaključila šele leta 2023 oziroma za nekatere preparate celo 2024. Tako da dejansko to, kar se mi zdi še eno močno opozorilo, da so v predpisih Evropske unije spremenili še to, da za tista tako zvana cepiva proti covidu se umaknejo predpisi teh konvencij, ki zagotavljajo varnost uporabnikom oziroma ki prepovedujejo uporabo eksperimentalnih preparatov brez informiranega soglasja, kar vemo pač, da ljudje pri tem cepljenju praviloma niso dobili. Tudi zdravniki sami niso imeli teh informacij, zaradi tega, ker je recimo farmacevtska firma Pfizer prepovedala državam objavo teh informacij o raziskavah tega tako zvanega cepiva za 75 let. Tako da šele zdaj, potem ko je ameriški kongres zahteval, da se vsak mesec določeno število strani, govorimo desetine tisoč strani teh poročil objavljajo, so relativno hitro prišle na dan informacije o tem, kakšni so to preparati, in nam je zdaj popolnoma jasno, zakaj je Pfizer želel prikriti te informacije za 75 let. Tako da tudi zdravniki dejansko, ki so pristali na to, da cepijo ljudi s tem eksperimentalnim preparatom, niso imeli informacije o tem, kakšna so tveganja in nevarnosti, so jih pač naši kolegi, ki so vodili to epidemijo, prepričali, da gre za pač klasičen efekt cepiva, in glede na to, da in strokovna in laična javnost ima visoko zaupanje do cepiv, so to nekako nekritično tudi kolegi aplicirali in tudi laična javnost se ni pozanimala, kaj dejansko gre. Tako da dejansko ta osnovni pogoj, ki mora biti izpolnjen pri teh eksperimentalnih, pri uporabi eksperimentalnih ali pa ne do konca registriranih preparatov, ni bil izpolnjen, ker tudi zdravniki teh informacij niso dobili. Problem je le v tem, da v takšnem primeru, če nimam informacij o tem, za kakšen preparat gre, pa vsekakor je neetično ljudem ponujati to kot nekaj, za kar zagotovo vemo, da je varno, ker dejansko niti proizvajalec vseh efektov, posebej srednjeročnih in dolgoročnih, ne pozna. Ne, ima tudi tako je, recimo, kako se je cepljenje izvajalo tudi zdaj, v raznih telovadnicah, po šotorih, mislim, da tu, glede na to, ker je tudi Pfizer dal navodilo, kako je treba temu človeku povedati, da je preizkuševalec, da pač stranski učinki niso znani in da pač, če se ne strinja, naj ne bo cepljen, ker mi smo dobili tisto prav poročilo od Pfizerja. Zdaj mi režija pravi, da me ne vidite, sem se malo presedla.
Se pravi, zdaj tisto od Pfizerja sem tudi jaz dobila ven, zdaj je to javno, se dobi tudi na internetni strani, a ne tako, da res priznavajo, a ne, tudi kakšni stranski učinki se pojavljajo in tako naprej. Problem je le v tem, da ljudje recimo s temi zapleti, pa jih ni tako malo, ne. Ko poiščejo zdravniško pomoč, zdravniki nimajo dovolj informacij, na kakšen način tem ljudem lahko pomagajo, in to, kar se mi zdi izjemno sporno, ne. Seveda ni vsak simptom, s katerim cepljena oseba pride po zdravstveno pomoč, povezana s tem cepljenjem, ampak nikakor ne smemo pustiti to neraziskano, oziroma najmanj, kar je etično visoko sporno, to, da človek, ki pride z težavami, da zdravniki večinoma dejansko se odzovejo tako, verjetno so takšna navodila, domnevam, da nimajo vsi enake ideje, namreč velika večina zdravnikov se odzove tako, da ne vemo, česa je, ampak od cepiva zagotovo ne. To se mi zdi izjemno neetično in nemoralno, namreč tega ne moremo videti, dokler zadeve ne raziščemo, in človek, ki pride k nam po pomoč, absolutno mora biti s vsem spoštovanjem obravnavan in tudi moramo dopustiti vse možnosti in raziskati, zakaj gre. Zdaj, če se vrnem na WHO, kar smo to določili danes kot temo pogovora, bi rekla, da 1. decembra 2021 je Svetska zdravstvena organizacija predstavila predlog nove pogodbe, po katerem bi se naj 13 regulatornih členov spremenilo, po kateri se WHO popolnoma korenito spremeni, in sicer prvo dobi konci maja, od 22. do 28. maja so imeli, mislim, da v Ženevi, eno dolgo zasedanje, kjer so določili, so oblikovali tudi 2 nova organa, določili so točno, kateri so ti členi, ki bi se naj dopolnili oziroma spremenili, po kateri bi WHO dobil povsem novo vlogo. Torej, navodila WHO ne bi več bila izbirna oziroma svetovalne narave, ampak bi bila obvezujoča za vse države, kar pomeni, da bi v naslednjih situacijah se postavili nad nacionalno ustavo in očitno tudi ne ustavo nad nacionalne zakone, ampak tudi nad ustavo vsake države. Torej bi postali popolni gospodarji naših življenj v naslednjih situacijah. Oni so si določili, da to kompetenco prevzamejo v primeru pojava epidemije ali pa pandemije, v primeru naravnih nesreč, vojn in tudi teh klimatskih sprememb. Če samo pogledamo klimatske spremembe, lahko pravzaprav za nedoločen čas izkličejo izredno stanje, kar pomeni, da s tem ukinejo v celoti suverenost vsake države članice, ki bo podpisala to pogodbo. Razen tega so določili 2 nova organa, ki bodo spremljala in kontrolirala izvajanje teh ukrepov. Torej ne bo več to tako, vsaka država bo malo ali zamižala na eno oko ali izvajala strogo in striktno, ampak bo komisija, ki bo strogo na terenu preverjala, ali država implementira te ukrepe, ki jih WHO določi ali ne. In sicer, če država po izrečenem zahtevi po uvedbi nekega ukrepa v roku od 48 ur ne potrdi, da bo ta ukrep uvedel, potem dejansko pride na neko črno listo in bo deležna tudi sankcij. Te sankcije se predvidevajo na začetku, da bodo bolj mehke, če lahko temu rečemo mehke, recimo blokiranje finančnih sredstev, ki država dobiva, in drugih za življenje pomembnih vsebin. Če pa niti po teh mehkem pristopu dejansko ne popusti in se ne podredi, ne prilagodi, takrat seveda lahko ukrepajo v drugi fazi tudi z vojaki Združenih narodov, kar vemo, da bolj v tem primeru nadomesti dejansko tudi vojsko in policijo dane države.
to je eno takšno totalno podrejanje države dejansko nekemu zunanjemu akterju, da je to povsem nedopustno. Razen tega, to, kar je še spremenjeno in vidimo, da s polno aroganco direktor WHO-ja že izvaja, kljub temu, da je v tem trenutku še to protizakonito oziroma proti pravilom tudi WHO-ja. Po tem novem sporazumu pa bo to čisto dopustno, da lahko predsednik oziroma direktor WHO-ja sam, ne da bi upošteval priporočila strokovne skupine, ki vemo, da so zdravniki različnih profilov, da lahko sam odloča povsem drugače, kot je strokovna komisija predlagala. Strokovna komisija, ki bi naj ocenjevala, ali je nek ukrep potreben ali ne. To je zdaj, kljub temu, da je to v nasprotju s pravili WHO-ja, gospod direktor Teodoras že izvedel, zdaj pred dobrimi 2 tedni, namreč pred 4 tedni je sklical strokovni tim in je hotel, da mu potrdijo, da se lahko razglasi izredno stanje v več kot 70 državah zaradi teh opičjih koz, da se ta strokovni tim ni strinjal. In je on ponovil vajo pred 2 tedni in spet jih sklical in spet skušal prepričati, da bi mu to odobrili, vendar je ta strokovna komisija glasovala tako, da je 6 članov bilo za, 9 pa proti. Kljub temu, da dejansko direktor ni dobil podporo, je on razglasil izredno stanje, zdaj ne vem točno, ali 74 ali 76 državah, kar pomeni, da je že prekršil dejansko ustavo WHO-ja in nažalost vsi tu so tiho. Noben temu ne ugovarja, ne države, ne mediji, nekako so vsi sprejeli, da dejansko WHO gre v smeri realizacije nekak ideje World Economic Foruma o eni svetovni vladi. Namreč, če nam na vseh teh področjih življenja WHO prevzame popolno oblast, pol dejansko zgubimo suverenost, seveda države zgubijo suverenost, mi kot posamezniki izgubimo suverenost, zgubimo vse temeljne človekove pravice, tudi o odločanju o posegu v naše telo. Vidimo, da z enim posebnim navdušenjem farmacevtske industrije pripravljajo vse sorte zdravil in cepiv proti vsem živem in dejansko cilj in ideja je, bodi si zaradi dobička, bodi si zaradi drugih interesov, nekako, da se nenehno prebivalstvo cepi. In če mi ne moremo zaščititi svojo telesno suverenost in ne bomo mogli, če se ta pogodba podpiše, dejansko postanemo popolnoma nemočni in nas tudi države ne bodo mogli zaščititi. Namreč WHO, če bo ta pogodba podpisana, je popolnoma zaščitena, ima popolno imuniteto pred vsemi sodišči, tako da bodi si WHO kot organizacija, bodi si njeno zaposleni ne odgovarjajo za nobeno svojo odločitev ali ukrep, tudi za zločine ne. In se mi zdi, da je to nekaj, kar mora sprožiti čisto vse alarme v naših glavah in reči, da ne dopuščamo, da se bodi si naši državi, bodi si naše osebne temeljne pravice odvzamejo na takšen način. Nažalost je prejšnji minister za zdravje Poklukar takrat na tem majskem zasedanju WHO je že pisno predal na nek način podporo naše države tem načrtu, kar pomeni s tem izrazil tudi pripravljenost to pogodbo podpisati. Še sekundo, se mi tako toliko časa ugaša kamera. Kar pomeni, da je to razlog, zakaj se tako ekstremno blokirajo te informacije in se onemogoča, da se ljudje s tem seznanijo. Jaz sem tudi takrat na tem intervjuju, ki smo ga imeli na Radiu Slovenija 1 z ministrom za zdravje, z direktorjem NIJZ-ja in z gospod, ki je iz pravne mreže, ki je napisala zakon o nalezljivih boleznih, sem že takrat
ministra povabila v to, da bi odprli javno razpravo tudi na temo te pogodbe Svetovne zdravstvene organizacije, vendar nažalost reakcija voditeljice radijske oddaje je bila, da je poskočila in zaupila name, da o tem se ne sme govoriti, kar pomeni, da cenzura na veliko dela. In se sprašujem, če je ta pogodba v naše dobro, zakaj ne bi javnost bila seznanjena, zakaj se tako molči o tem, ne? Zdaj, marsikatera država, predvsem afriške in južnoameriške države, ampak tudi Evropa ni bila obvarovana pred slabimi odločitvami WHO-ja. Imamo veliko slabih izkušenj z WHO-jem in ta pogodba bi jim dala eno popolno absolutistično oblast nad nami vsemi, kar pomeni, če bo ta pogodba podpisana, bomo dejansko padli v en popolno distopičen svet enega absolutističnega diktatorskega režima oziroma medicinske diktature, medicinskega terorja, nekaj takšnega, kar si v najhujših nočnih morah ne moramo predstavljati. Zato se mi zdi nujno, da ljudje začnejo spraševati tudi naše predstavnike, izvoljene predstavnike in od njih zahtevati jasne odgovore oziroma zahtevati, da se seznanjajo z vsemi temi dogodki in tudi mislim, da je nujno, da ljudstvo razume, da WHO, ki bo na takšen način spremenjen, nima nobene zveze s tistim WHO-jem, v katerega smo vstopili. Ta WHO dejansko bo predstavljal prvi steber ene svetovne vlade, ki jo predlaga World Economic Forum, kar pomeni en totalno absolutistični diktatorski režim in mislim, da katerakoli oblast bo to pogodbo podpisala, bo v celoti izdala svoj narod. To se pravi izstop iz Svetovne zdravstvene organizacije, da to bi bilo po moje, po naše, še najboljše, če bi nam uspelo kot... Jaz mislim, da je to edina možnost, da ohranimo in svojo suverenost kot narod in kot država in svoje temeljne človekove pravice. Saj dejansko že takrat konec maja na tem sestanku je skupina afriških držav oziroma skoraj vse afriške države, mislim, da še Bolivija, so se nasproti postavili te pogodbi, vendar je Bidenova administracija takoj odreagirala z izjavo, mi bomo to sprovedli. In je ustanovila takoj dve delovni skupini, so jih pomenovali skupina A in skupina B, ki je dobila nalogo, da ločeno ena od druge razmišljajo o tem, kako blokirati upor v teh državah. Če so moje informacije pravilne, ne znam zagotoviti, ali so ali niso, ampak sem jih dobila iz večjih virov, bolj bi naj Rusija že sprožila postopke za izstop iz WHO-ja, nekako so proti temu, proti tej pogodbi tudi Kitajska, Indija in nekatere države bivše Sovjetske zveze, ki ležijo na bolj azijskem delu bivše Sovjetske zveze. Tako da te države očitno imajo že dovolj slabih izkušenj z WHO-jem, da te diktature si zares ne želijo. Mislim, da nobena država sama po sebi nima neke velike možnosti se upreti, ampak je nujno, da se pravniki, da se ustvari neka mreža, pravna mreža, ne le v državi, ampak tudi mednarodna povezava, ki bo nekako dosegla izstop iz tega WHO-ja, ki z WHO-jem, v katerega smo vstopili, nima prav nič skupnega. Dejansko ta WHO, ki je zdaj, glede na to, da več kot 80% financ dobi od teh privatnih investitorjev, dejansko sledi njihovim interesom in ne našim. Res je. Jaz bi tudi na koncu recimo še to, zdaj glede na to, ker je bilo tudi govora o ZNBD-ju, imate vi tudi občutek, ali ga imam samo jaz, da je to nekje krinka, da se lahko odzadaj dela to, kar se dela z Svetovno zdravstveno organizacijo? Ne vem.
Ne morem trditi, zaradi česa je to sprejeto. Lahko trdim, ker sem 2 leti delala na vseh teh spremembah zakona o nalezljivih bolezni in v nulo poznam in stari zakon in te nove spremembe. Lahko samo rečem, da so dejansko sprejetjem tega ZNBD-ja izigrali zahtevo ustavnega sodišča. Ustavno sodišče je zahtevalo, da se omeji pravica oblasti, da tak prosto posega v naša in široko posega v naša življenja. Dejansko pa je ta zakon uzakonil vse te ukrepe, ki so 2 leti veljali za nezakonite. Dejansko nam je naredilo eno izjemno slabo uslugo oziroma je naredilo nekaj, kar je proti ljudstvu, nikakor ne pa zaščito ljudstva. Predvsem zaradi tega, ker noben od teh ukrepov, niti ki so bili z odloki uvajeni s prejšnjo vlado, niti zdaj po tem ZNBD-ju, niso v skladu z medicinsko stroko. Niti en od teh ukrepov se ne ujema z priporočili prave epidemiološke stroke. Ne govorim zdaj o politično naravnani epidemiološki stroki, ampak o tisti pravi, ki zares skuša delati od ljudi. Jaz mislim, da je to kost, ki so ljudem vrgli, da glodamo ta zakon o nalezljivih boleznih, in da se s tem odvrne pozornost in preusmeri energija, ki bi morali investirati ne v obravnavo tega zakona, ker nam ne bo nič prinesla, temveč prav v razkrivanje podrobnosti dogajanja v zvezi z WHO-jem. Namreč, ko bo ta nova pogodba, če bo ta nova pogodba stopila v veljavo, noben ZNB ne bo imel prav nobene pravne vrednosti, ker bo dejansko se urejala WHO, države se bodo pa morale 100% narediti. Jaz mislim, da je to taktička varka. Ampak to je moje osebno mnenje. To se pravi, da naša politika je tako že ugrabila medicino, kot ste vi že navedla enkrat, da je naša politika ugrabila medicino. Tako lepo, zdaj moram jaz to prebrati. Če jo ne bi zlorabila in uporabila za svoj podaljšek, bi znanje vseh slovenskih zdravnikov bilo uporabljeno v dobro ljudi. To se je nanašalo zdaj na to cepljenje in na te stvari, in jaz sem si to zapisala, ker ste na enem predavanju, ne vem, je bilo okrogla miza ali karkoli. In pa še to, enostavno je treba ljudem povedati, da to, kar zdaj pripravlja Svetovna zdravstvena organizacija, to se pravi, da nekje na koncu pomeni, ne vem, en konec človeštva in civilizacije, kot jo zdaj poznamo. Ja, dejansko na ta način bomo vsi postali laboratorijske miške, s katerim bodo lahko delali karkoli želijo. In jaz mislim, da je to strašno, če pomislimo, da bi se to nam dogajalo. Pa mislim, da bi se to dogajalo našim otrokom ali vnukom, bolj je to tako nekaj grozljivega ob tej misli, da se mi zdi, da bi prav vsak Slovenc, star ali mlad, moral zbuditi in se vprašati, kakšno prihodnost želim za svoje otroke. Če že za sebe jim je vse eno, ampak vsaj za svoje otroke mislim, da bi morali si želeti, da lahko živijo kot svobodni ljudje. In bi morda citirala tudi svoje zaključne misli iz tega mojega predavanja, da je Julian Assange pred mnogimi leti nas opozoril, da če se ne zbudimo pravočasno, če ne bomo pravočasno ukrepali, bolj bomo zadnja generacija oziroma zadnji ljudje, ki smo svobodno hodili po zemeljski obli. In takrat mi ni bilo jasno, o čem govori. Zdaj, ko poznam to željo Svetovne zdravstvene organizacije, da postane dejansko absolutistični vladar celega sveta na tem področju, zdaj pa mi je popolnoma jasno, še posebej, če pogledam, kdo so njihovi financierji. Res je. Jaz bi pa zaključila tudi s tem vašim besedam, ki ste jih imela tam na okrogli mizi. In prav tako, kot ste povedala, vse politične opcije zadnjih 30 let so nas zadolžile do te mere,
da so samo še izvrševalci v rokah megakapitala, kar prihaja, to se pravi, kar zdaj prihaja, a ne, za to Svetovno zdravstveno organizacijo pa pač lahko ustavi samo ljudstvo, ker pač na politike ne moramo računati. Dejansko tak je, da je ta zadolženost, ki ni rezultat ne zadnje, ne predzadnje vlade, ampak je 30 let se nalaga to pretirano zadolževanje, je dejansko vse politične opcije, katerakoli bi bila na oblasti, leva, desna ali srednja, prijela za vrat do te mere, da so dejansko samo izvrševalci ukazov, ki jih pridobivajo iz centrov finančne moči. In edino ljudstvo lahko zahteva od izvoljenih predstavnikov, ki smo jih na volitvi postavili za to, da nas zaščitijo, da to svojo vlogo tudi opravijo. Ja. Jaz mislim, da so naju slišali, ne samo poslušali, ampak prav slišali, glede na to, kar nas čaka, tako da ja, ljudstvo bomo tisto, ki verjetno bomo mogli to pač ustaviti. Mi pa tega ne bi vedeli, če dr. Ilin Biserka ne bi bila tako močnega karakterja, tako močna ženska, iskrena, odkritosrčna, da nam je vse to povedala, tako da jaz upam, da se bomo združili in da skupno nastopimo proti vsemu temu zlu, ki nas ne bi čakalo, če uspejo s tem, kar pač zdaj nameravajo. Tako da jaz bi te poslovila. Jaz bi povabila in cepljene in necepljene, da pomislijo o tem, da pravzaprav ne gre za zgodbo o zaščiti našega zdravja pri tej novi pogodbi Svetovne zdravstvene organizacije, ampak za prevzemanje ene popolne oblasti nad vsemi nami in da presežemo te razlike, ne, ker vsak od nas, ki se odločil, a se ni odločil za cepljenje, imel pravico se sam odločati, ampak nikakor ne smemo podpirati to polarizacijo in delitev družbe na cepljene, na necepljene, na tiste, ki podpiramo in tiste, ki ne podpiramo ukrepe, ampak da skušamo združno pogledati v prihodnost. Kaj nas čaka čez kakšnih 16-18 mesecev, če ne spregledamo. Namreč ta WHO pogodba bi morala stopiti v veljavo in zaživeti nekje čez leto in pol. To pomeni, časa imamo izjemno malo. Zelo malo, ja. Ne bi zapravljala energijo za obračunavanje med pristaši in nasprotniki, mask, cepljenja ali česarkoli, ampak dajmo skušati razmišljati skupaj o tem, da mi in naši otroci imajo pravice ali pa imamo pravice živeti v eni svobodni družbi in ne dajmo se med sabo spoštovati v pravici izbire z neko stopnjo odgovornosti en do drugega, ampak hkrati pa tudi vsak od nas mora imeti pravico se odločati o tem, kakšen poseg v svoje telo dovoli in kateri ne. In mislim, da si moramo gledati ali pa iskati neke skupne točke, neko zavezništvo in ne neko sovraštvo. Namreč tudi ta polarizacija je delo manipulacije, načrtne manipulacije politike in medijev, prav zato, ker nas na ta način razdelijo, obrnejo ene proti drugim in ošibijo in na ta način nas lažje tudi manipulirajo. Res je, jaz se bom v svojem imenu in verjetno vseh tistih, ki so naju gledali, poslušali, zahvalila za tako izčrpno ozaveščanje vseh nas in pač to, kar ste rekla, ja, da se združimo in da se povežemo. Tako da jaz bi zaželela vsem eno lepo lahko noč in pa ja, razmišljajte, samo eno leto je še, to je zelo malo časa, tako da lahko karkoli pripomoremo za svoje otroke. In lahko noč vsem skupaj. Jaz tudi pozdravljam vse poslušalce in upam, da se bomo povezali pri nekem skupni želji za dobro naših otrok. Menim, da eno boljših sporočil k temu, kar sta povedali Vera Kanalec in dr.
Biserka Ilinova, bi jaz dodal 3 kratke stvari, ki so pa ključne in se navezujejo na vse skupaj. Kot prvo bi dodal besede odvetnika Gorenška, ki je čudovito zaključil svoj P35 blok in sicer je zapisal: ali se po vsem tem sploh lahko še kdo čudi, zakaj je potrebna cenzura, zakaj so potrebne diskvalifikacije in diskreditacije strokovnjakov, ki so ostali pokončni, ter zakaj je potreben njihov pregon. Ko se poenotena politika tako boji za naše zdravje, da kar sama prevzame vlogo pristojnih regulatorjev, bi sam 2-krat premislil, kako iskrena je dejansko njihova skrb. Ko se bo v javnosti pojavil še uradni dokument, iz katerega bo nedvoumno izhajalo, da Evropska komisija aktivno sodeluje tudi pri pripravi globalnega sporazuma s Svetovno zdravstveno organizacijo, na podlagi katerega bo le-ta pridobila neslutena, a obenem, pazite, neustavna pooblastila, verjamem, da bo marsikdo spregledal, da živimo v ugrabljeni državi in bo verjetno pobesnel. Zna pa biti prepozno. To je pod številko 1. Pod številko 2 vam želim sporočiti sledeče. Zakaj je trenutno, slišali ste celoten pogovor, želeli so že 2-krat razglasiti izredne razmere, izredno stanje in tako naprej. In zakaj to ne gre? Zakaj se to ne da narediti? Jaz bi vam sedaj v stanju, v katerem smo, v predvolilnem, predvsem iz tega razloga rad prebral 103. člen Ustave Republike Slovenije, da boste razumeli, zakaj se samo skrivno in ne na glas uvajajo ukrepi v zaprtih stvareh izven javnosti, o tem se ne govori, ker se ne sme, in zakaj se ne sme. 103. člen Ustave pravi, dobro prisluhnite, volitve predsednika republike. Predsednik republike se izvoli na neposrednih, splošnih in tajnih volitvah. Za predsednika republike je kandidat izvoljen z večino veljavnih glasov. Ključen je pa ta odstavek. Predsednik republike je izvoljen za dobo 5 let, vendar največ 2-krat zaporedoma. Če se mandatna doba predsednika republike izteče med vojno ali med trajanjem izrednega stanja, mu mandat preneha 6 mesecev po prenehanju vojnega ali izrednega stanja. Za predsednika republike je lahko izvoljen le državljan Slovenije. Glede na to, da smo v tem predvolilnem času in da so volitve razglašene, ne morejo razglasiti ne vojnega, ne izrednega stanja. In ga tudi ne smejo. Zato, ker ne morejo preklicati teh stvari. Toliko o naši ustavi. Kot točko 3, pa najpomembnejša stvar, ves večer se pogovarjamo zdajle v tem intervjuju in tudi mislim, da smo že marsikdaj rekli, da je treba iz WHO organizacije izstopiti. Kako? Eveljana je vprašala tudi gospo Vero Kanalec, kje je rešitev. In tako naprej. Jaz bi vam pa rad zdaj povedal, kje je rešitev. Pa želim, da me pozorno poslušate, ker sem že velikokrat povedal, vendar v tem kontekstu niste razumeli, ker niste mogli razumeti, ker je treba to stvar slišati večkrat. Rad bi vam povedal, da ima ustava 174 členov, v resnici 176, ker sta 2 člena označena kot A, 3.a člen in 70.a člen, tako da jih je 176, drugače pa 170 in 144. člen ustave pravi, državni organi nadzorujejo zakonitost dela organov lokalnih skupnosti.
Zdaj, zakaj sem vam to prebral? Namreč, 5. poglavje govori o samoupravi. Samouprava se začne pri 138. členu, kar je že proti 3/4 stavek konc, a ne? In obravnava lokalno samoupravo. Če se spomnite, smo o tem govorili, občine, delo na področju samoupravnih lokalnih skupnosti, potem postopki pod pogojih, ki jih zakon določa kot država mestnim občinam, potem finance, dohodki, pokrajinske zadeve. In v 144. členu se to se pravi, imamo dve samoupravi, A in B. Zdaj govorimo o A, o samoupravi A. Državni organi nadzorujejo zakonitost dela organov lokalnih skupnosti. Ok. Potem je pa druga samouprava, kjer pa smo mi, društvo. Se pravi, državni organi do 144. člena nadzorujejo vse prebivalce v Republiki Sloveniji. V drugi samoupravi se pa 145. člen nadaljuje tako. Državljani, niso več prebivalci, ampak državljani se lahko za uveljavljanje svojih interesov samoupravno združujejo. Državljanom se lahko zakonom prepusti samoupravno urejanje posameznih zadev iz državne pristojnosti. S katerim zakonom? Torej, mi spadamo pod zakon o društvih. Zakon o društvih predvideva, da ima društvo svoj statut in društvo se mora ravnati strogo po statutu. In to je vse v skladu z ustavo in ostalimi zakoni. Ampak, če smo mi člani društva Belis in se ravnamo po naravnih zakonih in po matematični logiki, prvič imamo že statut tako narejen, drugič nas pa ščiti ustava. Se pravi, vse, kar je Poklukar podpisal, vse, kar se država odloči, je to nadzor zakonitosti dela organov lokalnih skupnosti. Res je, da spadamo tudi v lokalne skupnosti, ampak kot člani društva smo zavezani k statutu. In statut si ti kot član društva nad zakonitostjo dela organov lokalnih skupnosti, ki jih državni organi nadzorujejo. Zakaj? Zaradi tega, ker so ti ljudje plačani iz budžeta, iz javnih sredstev in kot taki mi nadzorujemo njih in ne obratno. Mi nismo v podpisu WHO. Mi kot društvo smo popolnoma neodvisni, samostojni in ne spadamo v to kategorijo, da bi nam kdorkoli lahko karkoli rekel. Tega si ne izmišljujem, to pravi ustava. Do danes vam tega nihče ni razložil in tudi ni smel razložiti, iz preprostega razloga, ker je to skrivnost njihovega delovanja. Problem imajo edino to, kar se tiče financ. Ker po tem 145. členu se začnejo pa javne finance. Javne finance. Vam pokažem. In razumeli boste delovanje nevladnih organizacij, ki so podaljšana roka ministrstev in vlade. Rečejo nevladna organizacija, kar je čista laž, ampak bi mogla pisati podaljšana roka vlade. Vseh 2500 društev v Sloveniji financirajo tako ali drugače na tak in drugačen način in spadajo pač pod državno upravo. Ne morejo samostojno delati. Mi v društvu Belis nismo financirani ne strani vlade, ne strani tujih organizacij, ampak se samo financiramo. In dokler bo tako, bomo lahko delovali. Dokler boste podpirali društvo Belis, ki imamo fantastično to stvar narejeno, bomo samostojni, neodvisni in po ustavi in po vseh zakonih nad WHO, nad evropsko zakonodajo, ker tudi oni so financirani od nas, in nad državno upravo in državnim nadzorom. Tako da ste vedno dobrodošli v kakršnikoli težavi v društvu Belis, ker nas ščiti zakon in ustava. Najprej ustava in potem zakon. In seveda naš statut. In to, če bomo skupaj povezani, bomo skupaj zmogli kot ena družina
In če se bomo podpirali, in ne tako kot zdaj, ki se je malo sprostila zadeva, ker pol leta pred predsedniškimi volitvami ne sme ničesar biti, se zgodi, da so eni člani poslani v društvo, razdirajo, delajo, ne vem, grdo govorijo, vse sorte se govori. Naslednji teden vam bo morda celo en posnetek predvajal, kaj vse počnejo nekateri člani in članice, neprijetno, neokusno, neetično in nemoralno, vendar jaz, kot sem vam v prejšnjem predavanju povedal, tega ne jemljem osebno, razumem te ljudi, da so v življenjskih stiskah, da so v psiholoških pritiskih, da ne razumejo tega, kar v Društvu Belis dejansko počnemo in kar je naše poslanstvo. Razume pa lahko to ustanovitelj, ne more pa nekdo, ki pride z drugim namenom tega razumeti, ki pride z neko računico. Toliko o teh 3 stvarih. Prvič, sporočilo Domna Gorenška odvetnika. Drugič, 103. člen ustave, zakaj je situacija taka. In tretjič, zavedajte se, da kot člani Društva Belis, da smo čist samostojni. Nadzora državnega nad nami ni.